Živjo, dobrodošla v seriji Najdi svoj stil oblačenja. Ta cela serija je praktično moja izkušnja, kako sem jaz iskala oziroma kako še vedno iščem svoj stil in čez kakšen proces grem vsako leto, vsako sezono. In sem rekla, da letos jo bom pa spravila v video formo, zapakirala in jo predstavila vam. Tako da glej, da se pogosto vrneš, da ne zamudiš kakšne epizode. Za začetek, zakaj sploh osebni stil? Zakaj se vedno vsi tako obremenjujemo, kako izgledamo, kaj imamo oblečen, kaj se dogaja z našimi oblačili, zakaj je to tak velik biznis, zakaj je to tak big deal v svetu. Enostavno, fora je v tem, da si ljudje zelo hitro ustvarimo vtis o drugi osebi. 3 do 5 sekund je dovolj, da si nekdo ustvari ves vtis o tebi. In izredno pomembno je, da tiste vrednote, ki jih ti nekako držiš v sebi, znaš izražati tudi navzven z načinom, kaj daš na sebe. Sicer primarno, če vprašaš mene, so oblačila tukaj zato, da nas grejejo in zato, da smo pač oblečeni, da ne hodimo goli po svetu. Ampak sekundarno je pa njihova naloga takoj, da nas predstavljajo, kdo smo, brez besed in samo z barvami in oblikami. In zato se mi zdi izredno pomembno, da razumeš, kako lahko najlažje izoblikuješ svoj stil, kaj so tiste neke osnovne zakonitosti, ki se jih lahko na začetku držiš, da ti je malo lažje, in pa kaj so mogoče kakšne pasti, kjer se zna kaj zatakniti. Zdaj, začeli bomo s planiranjem. To je eden izmed meni najljubših delov, ne, ni res. Mislim, meni je cel ta proces najljubši. Tako da ja, planiranje je izredno pomembno, ker če ne veš, kam greš, ne veš, boš prišel kje. Hiše ne moreš zgraditi brez načrta arhitekta. In tako bomo danes kot mi, kot arhitekti svoje omare in svojega osebnega stila, se podali v to noter. Zdaj, eno opozorilo, v videu bom konstantno uporabljala žensko obliko nagovarjanja, tako da pač konstantno nagovarjam punce. Videi so mišljeni za punce in za fante, za dekleta, ženske in moške. Ok, tudi fantje boste po moje veliko uporabnega iz tle vam potegnili. In veliko teh stvari, ki jih tle noter pokrijem, sem jih povedala mojemu bratu in je na koncu tako priznal, ti, sej veš, imaš prav, ti v bistvu ful prav prišlo. Tako da ja, gremo planirati. Najprej se vprašaj, kaj so tiste vrednote, ki bi jih rada sporočala zunanjemu svetu. V mojem primeru so to, da sem mlada, kar pomeni, da se ne bomo preveč resno oblačili, da sem poslovna, kar pomeni, da spet ne bomo čisto totalno lus in razcapani, in pa, da sem ženska, kar pomeni, da imam rada ženstvena oblačila, ženstvene barve, rada imam čipko, rada imam volančke, rada imam vse take stvari. In to so 3 fraze, ki mene osebno, ki bi jaz želela, da jih sporočam navzven, da sem mlada poslovna ženska. Če si tako definiraš vrednote, je potem tudi veliko lažje iti naprej in razmišljati o vseh aspektih tvoje omare in tvojega osebnega stila. Če imaš te 3, lahko so to fraze, lahko so besede, lahko je nek quote, pač nekaj, kar se ti zdi, da najbolj opisuje tebe osebno. Ne rabiš kopirati drugih, ampak nekaj res, kar najbolj opisuje tebe osebno. Ja, pa ne vem, Tjaša, no, kaj naj tle napišem, zdaj nimam pojma. Sed se dol, pej v naravo na sprehod. Kaj si ti? Kaj si ti? Prijazna, iskrena, nasmejana, te zanima znanost, te zanima matematika, te zanima tehnologija, te zanima umetnost, te zanima glasba, imaš rada živali, se počutiš empatično do živali, do ljudi. Vse te stvari probaj zajeti v 3 frazah. Dajmo si zdaj ustvariti en okvir našega stila. Zdaj, zelo težko je posameznike spraviti v neke škatle, pa reči, vi pašete tukaj, ampak če si vzameš, pa probaš pogledati tvoj osebni stil, kar ti je všeč in kamor bi rada šla, kaj se najbolj približa kateremu izmed naštetih, ki jih bom zdaj naštela. Če najbolj poenostavimo dol različne stile, ki obstajajo, pridemo do nekega
ženstvenega stila oziroma feminine po angleško. Potem imamo chic stil, to je pač tako zelo malo na poslovno vleče, zelo trendy, trendovsko je vse skupaj, majčkeno edgy mogoče na trenutke, zelo elegantno. Potem imamo casual oziroma tako udobno za prosti čas. A veš, ni pač res tisto opuščeno, a ne? Rockerski stil, jaz bi tukaj noter dala rockerski in punkerski stil, nekaj na to sceno. In pa vintage za tiste, ki obožujete 50., 70., 30. in se najbolj najdete v teh stilih. Pozabila sem bohemian stil. To je v bistvu hippie inspired, zelo veliko resic, zelo veliko vzorcev, zelo veliko zemeljskih tonov. Zdaj si zamisel, kje se ti najbolj vidiš, kaj tebi najbolj paše in oziroma kako se te stili med sabo mešajo. V mojem primeru jaz se najbolj počutim v izredno feminin oblačilih. To se je počasi spreminjalo in v zadnjih letih je prišlo do tega, da pač enostavno jaz uživam v oblekcah, v krilcih, v čipki, v vseh takih zadevah. Po drugi strani imam rada, da so te stvari na trenutke malenkost šik, zato ker mogoče takrat, ko imam kakšne sestanke, predstavitve, ko mogoče govorim, ko sem govornica, ko predavam, takrat imam rajš, da grem majčkeno bolj v šik vode. In pa seveda vedno morajo oblačila služiti svojemu namenu, kar pomeni, da se jaz moram biti sposobna premikati v njih in še vedno se najdejo tisti dnevi, ko enostavno pač navlečem pulover pa pajkice na sebe, pa je to. Tako da vedno obstaja tudi en casual del mojih oblačil. In če pogledaš, se te trije v takih razmerih, približno kot sem jih tle ponazorila s to grafiko, nekako skupaj pridejo in ustvarjajo moj celoten stil in ga tudi najboljš opišajo. Zdaj, nekdo, ki bi me pogledal od dneva do dneva, a bi rekel, da sem res pač točen ta mešanica stilov? Verjetno ne, ker tudi jaz še nisem tam na svoji točki popolnega stila, ampak je fino, da veš, v katere približno okvirje spadaš, ker naprimer leder jakence. Ful popularne, ampak kadarkoli sem jaz dala gor, nikoli mi ni bilo všeč, kako to na meni stoji. Dokler nisem pogruntala, da jaz moram leder jakence iskati ne one z rockerskim stilom, pa da paščki preč visijo, pa da imajo ful netov pa tega, ampak da moram enostavno iskati leder jakence, ki so bolj nežne, ki so bolj na feminin konc ali pa bolj na šik konc, karkoli, samo da niso tipično rockerske. In ko sem jaz to poštudirala, sem takoj najdla svojo perfekt jakenco. Ok, zdaj smo definirale naše vrednote in pa kakšen vrste stila nam je najbolj všeč. Zdaj je pa čas, da greš na Pinterest, Tumblr, kjerokoli drugo stran, Instagram in začneš nabirati slikice outfitov, ki so ti ful všeč. Probaj mogoče malo gledati, da so v teh vrstah stilov, ki si jih lihkar opisala in pa da izražajo tvoje vrednote. Zdaj, zelo redko boš najdla fotografijo, ki bo tako, wow, to je točno to, kar hočem, do pikice natančno. Večinoma bojo to bolj inspiracije. Ne vem, na eni ti bo všeč blazerček, na eni ti bo všeč oblekca, na drugi ti bo všeč, kako so barve skupaj skombinirane. Na eni ti bo enostavno všeč, kakšen vibe daje ta punca od sebe. Na eni ti bodo všeč čevlji, na večini ti ne bodo všeč čevlji, zato ker so vedno petke in pač meni osebno jaz pet ne nosim za vsak dan. Tako da take stvari vedno potem ven tradiram iz takih slik. Probaš najdeti slike, ki vajbajo s tem, kar želiš tukaj ustvariti. Slike, ki ponazarjajo različne stile. Mogoče za začetek lahko samo googlaš te različne stile, ki sem jih prej naštela, pa vidiš v bistvu generalno, kjere slikce ti najboljš pašejo na tebe. Ne vem, bohemian outfits, vintage outfits, rocker outfits. In pol sam gledaš, te so mi pa ful všeč, tako bi se pa jaz oblačila, to mi je pa noro. In pol v bistvu tako reverse inženiraš čez to, kaj ti je všeč in kako bi se želela oblačiti, da prideš do tega, kjeri so tvoji glavni stili, kjerim težiš. Jaz ti ne bi priporočala, da greš v več kot 3, tam 3 nekak je kar dober opis, pa že to je malo veliko. In pa potem, kaj so tvoje vrednote.
Tako da ustvari si nek Pinterest, mene Pinterest najboljš, zato ker lahko pač tudi iz drugih strani noter slikce potegneš. Ampak meni je res všeč, da imam vse v enem bordu na enem mestu in da iz tem naprej potem lahko črpam ven svojo inspiracijo. Iz tega Pinterest borda lahko počasi potem tudi razmišljaš, katere barve se ti zelo pogosto pojavljajo. Verjetno bodo to neki nevtrali, ki se bodo pojavljali skozi in over and over and over again. In ko začneš opazovati ta vzorec, da se neke stvari ponavljajo določene, lahko hitro si ustvariš svojo barvno paleto. Pri barvah sem si jaz najbolj pomagala z barvno teorijo. In sicer ideja gre nekako tako, da glede na podton tvoje kože ti nekatere barve pašejo boljš in nekatere barve pašejo slabš. Zdaj v grobem se ljudje delimo na tople pa hladne tone, imaš tudi ljudi, ki so nevtrali pa so vmes, ampak večinoma se nas da dati ali na bolj toplo stran ali na bolj hladno stran. Jaz sem na primer bolj topla, to lahko vidiš čeprav je zanimivo, ne, imam zelo sivo naravno barvo las, ampak po očeh, ki so zeleno rjave in pa po koži, ki postane čist olivno rjava med poletjem, še zmeraj sem malo porjavela, sem definitivno topoton. Hladni toni imajo bolj rozasto rdečico, ponavadi zelo svetle lučke na take načine. Zdaj v linku spodaj vam bom dala malo več podrobnejšega opisa, kako definirati, a si hladen ali topel ton. In potem, ko pogruntaš, a si topel ali hladen odtenek, greš še bolj podrobno v to, kateri letni čas si. Naprimer, jaz osebno sem jesen, kar ne pomeni, da je moj najljubši letni čas jesen, ker ni, ampak jesenske barve najbolj pašejo na moj ten kože. Kot naprimer tale temno vinsko rdeča, globoke temne barve, zelo tople rumene barve. Če bi bila tale še bolj topla, ne, ta je naprimer hladna, pa mi ne paše toliko zelo, kot če bi skoraj že na oranžno vlekla po topli barvi. Ja, in to je ful fajn naštudirati, tako da tukaj gor sem ti polinkala en video, ki ti bolj podrobno razloži barvno teorijo in kako definiraš, katere barve si. Jaz sem si po nasvetu iz tistega videa potem kupila še tole knjigo Color Me Beautiful in naprimer, da vam pokažem, kako izgledajo barve za jesen. Vse so take zelo tople, zelo rjavkaste. Po drugi strani pa imaš vse barve, a veš, imaš vijolične, imaš rumene, imaš zelene, imaš vse, zdaj je samo odvisno, kateri odtenek te barve. Kar se tiče kovine, mi zlata naprimer bolj paše kot srebrna, čeprav sem, ker sem bila mlajša, veliko rajš nosila srebrno, ker je bila pač moderna. Sem pa pogruntala, da je v bistvu zlata tista, ki zelo lepo paše na mojo kožo. Poglej si, preštudiraj, pogruntaj. Naprimer, znane Slovenke, ki jih spremljate na Instagramu, so v teh barvnih letnih časih, po mojem mnenju, ker sem na hitro pregledala njihov Instagram, kar je včasih tudi malo zavajajoče, zaradi filtrov pa gor pa dol, ampak ja, večina ljudi v tem koncu, v teh slavih koncih smo več ali manj topli odtenki, tako da načeloma s toplimi odtenki ne moreš dosti grešiti. Hladni odtenki so bolj skandinavski tipi ljudi, potem imaš pa še zime, ki jih je pa bolj malo, ki so pa res hladen plus temni lasje, tako da pa to so spet čisto posebna sorta. Ok, na podlagi tega, kar zdaj veš o barvah, o podtonu kože in o tem, katere barve ti najbolj prstijo glede na tvoj letni čas, je čas, da si ustvariš svojo barvno paleto in sicer nevtralne barve in pa barvne poudarke. Zdaj, opozorilo, to so vse samo priporočila. Če ta knjiga pravi, da jaz najbolj izgledam v zelo rjavih barvah, ampak jaz absolutno ne maram rjave, pač ni treba nositi rjave. Imaš vse ostale druge barve in kljub temu, da ta knjiga pravi, da za tople, temne tone, kar jaz sem, načeloma ne bi smel nositi sive in pa črne nikoli v lifeu, sorry, ampak jaz sivo pa črno ful rada nosim, a ne. Črno ni sicer ne toliko kot cel outfit, ampak kot dele, kot posamezne kose in pa sivo obožujem. Tako da jaz se v njej dobro počutim, knjiga lahko reče karkoli hoče, to so samo priporočila, nič ni zabetonirano v tla, tako da če se ti v nečem dobro počutiš,
Like, do your thing, ok? Ideja capsule wardrobe je, da je tvoja omara kot neka kapsula. Kapsula, ki vsebuje nekaj kvalitetnih, brezčasnih kosov v dokaj nevtralnih barvah, ki jih lahko kombiniraš z vsem ostalim. In v bistvu s tem, ko dodajaš sezonske kose tem osnovnim kapsula kosom, ustvarjaš milijone različnih kombinacij in imaš vedno kaj za obleči in vedno dobro izgledaš. Ideja se je potem naprej razvijala v duhu minimalizma do te mere, da so nekateri ljudje si oblikovali omare z 40-35 kosi oblačil. Torej, 40 kosov je vse, kar imaš v omari. Hlače, majice, krila, puloverji, jakence, čevlji, vse živo, vse to spada v tvojih 40 kosov. In ko kupijo nov produkt, se znebijo enega starega. Zdaj, jaz ne bi šla v tako ekstremne konce, ampak se mi zdijo pa capsule wardrobe oziroma te kapsulne omare izredno zanimive. In ful rada sledim in takim videom, pojdi malo pogooglaj, pa boš videla tudi pač polken slikice na netu, točnih kosov, kaj kako skupaj skompletirati, ampak ideja tle v zadnji se mi zdi pa toliko legendarna. Da imaš res par kosov, v kateri investiraš mogoče majčkeno več denarja, ti bodo dalj časa držali, so brezčasni, tako da niso pač nekaj, kar je to sezono moderen, naslednjo sezono pa ne bo več moderen, in ki jih lahko kombiniraš z vsemi ostalimi kosi v svoji omari. Kar pomeni, da v omari imaš več prostora, ker imaš noter manj stvari in več različnih outfitov lahko oblečeš, ki so ti totalno hudi, zato ker se vedno držiš logike, da obdržiš v omari samo tisto, kar ti je res všeč. Da ne govorim, da ti prišpara denar, zato ker kupuješ kose višje kvalitete, ki ti držijo dlje in pa obenem ne onesnažuješ okolja s tem. Zdaj, popolne omare si ne zgradiš čez noč. Ok, lahko si jo tudi, ampak potem zapraviš velike količine denarja v kratkem časovnem obdobju in tega vam ne bi lih priporočala. Zato dajmo vsako sezono lepo iti po temle planu, si narediti plan, kaj paše v našo omaro, kaj bi želeli obdržati, kaj bi želeli spremeniti in tako počasi dograjuješ do tam, kjer ti je tako wow, zdaj pa sam še malenkosti dodajam in je to. Če si ustvariš dober plan za svojo omaro in ga vsako sezono sam majčkeno prilagodiš, lahko praktično v enem letu ali pa že prej prideš do svoje idealne omare. Brez da bi zapravila kakršenkoli dodaten denar. Ok, zdaj si bomo pa skupaj ustvarili plan za tvojo sanjsko omaro. Od spodaj v opisu tega videa najdeš link, preko katerega lahko dostopaš do delovnega lista, ki sem ga pripravila za cel ta video, in lahko skupaj z mano si ustvariš plan za tvojo popolno omaro. Na Facebooku sem tudi ustvarila podporno skupino za vse vas, ki se boste odločili mi pridružiti v tem izzivu ustvarjanja svoje sanjske omare in svojega stila. Tako da v opisu videa imaš link do te Facebook skupine, pejte noter, pridružite se, jaz vas bom vse lepo noter potrdila, noter najdete še več uporabnih nasvetov in niti ne nasvetov, pač bolj bomo šli skupaj čez proces. Skupina je res za tiste, ki želijo aktivno biti udeleženi v tem procesu, tako da pejte se prijaviti noter v skupino, pa še obveščeni boste v novih videih. Zdaj, ko imamo plan svoje idealne omare, je čas, da se zapodimo v svojo omaro in pogledamo, s čim imamo opravka. Ampak več o tem v naslednjem videu. Prosim, deli ta video z prijateljico, kolegico, s komorkoli, ki se ti zdi, da mi bo bil uporaben. Mi se pa vidimo spet kmalu. Adijo! Ne pozabiti na linke v opisu. Čau!